Verjetno je Hyundai izkoristil svojo prenovo modela i30 samo zato, da predstavi nov samodejni menjalnik. Bluzim. V bistvu so spremenili še sprednje luči in masko, nova so platišča in nov je tale napis Blackline, kar pomeni, da ima zatemnjena zadnja stekla, da ima črno plastiko na ogledalih in da ima nekaj več opreme. Ampak največja novost je v mojih rokah. Ok, ne ročica sama, ampak dejansko menjalnik. Tole je za Hyundai čisto nova zadeva, ki so jo razvijali zadnjih nekaj let, samo zato, da bi se uspešno postavili ob bok evropskim avtom, ki se že kar nekaj časa vozijo z robotiziranimi menjalniki z dvojno sklopko. Mogoče jih še najbolje poznate pod kratico DSG, no tukaj pa mu pravijo DCT, Double Clutch Transmission. Tehnično je zelo podoben konkurenci, ima 7 prestav, namenjen je takšnim srednje močnim motorjem, kjer ni preveč navora, talega ima 280 Nm, sklopka pa je suha. To pomeni, da boste za speljevanje morali rahlo pritisniti na plin, sam nikamor ne leze. Moram reči, da je pri speljevanju dokaj nežen, ne cuka toliko kot včasih konkurenca, pa tudi dokaj lepo prestavlja. Ne zdi se mi rekordno hiter, je pa prijeten in zdi se mi, da se je samo enkrat zmedel, ko so se počasi peljal po klancu dol. Se da zadevo rešiti tudi tako, da sami prestavljate. Menjalnik je torej ok in stane nekje dodatnih 1500 €. Po mojem se splača, ker tudi poraba ni bistveno večja. S tem močnejšim 1,6 litrskim dizlom, ki ima 100 kW, to je 136 konjev, je na testu 6,7, kar je še ok. Ja, in občutek na volanu je boljši. Veliko manj umeten kot prej, čeprav ga še vseeno lahko malo popravijo, da bom srečen. Hyundai gre torej naprej tudi s tehniko in še vedno ponuja dosti avtomobila za svojo ceno. Takšen stane 23 000 € in ob vsem skupaj si lahko izmislim le še ja, spredaj bi imel večji zaslon, ampak to je spet dodatnih 1000 €.